Če imaš svoj posel ali svoj brand, potem ti je verjetno že kdaj si prišel oziroma prišla do te točke, ko se počutiš malo že izgorelo ali pa celo zelo izgorelo. In v tem videu s tabo delim 7 načinov, kako se lahko temu izogneš. Če do te točke še nisi prišla, potem te vabim, da z nami deliš svoje trike, kako ti je uspelo pluti po poslovni poti brez izgorelosti oziroma vsaj tega občutka, kdaj pa kdaj, da je vsega preveč. Prvi način je, da si narediš in ustvariš delovnik. To je delovnik, ko se posvetiš res poslu. Seveda je ta delovnik lahko čisto odvisen od tega, kaj počneš, kdaj je torej najbolj smiselno tudi, da si v poslu recimo dosegljiva in pa tudi od tvojega osebnega življenja. Mogoče imaš otroke in je treba recimo prilagoditi svoj delovnik. Fino pa je, da si zastaviš, kdaj približno recimo začneš z svojim delovnikom, predvsem pa je zelo pomembno, kdaj zaključiš. Kot podjetniki najbrž, sploh če uživaš v svojem delu, se včasih zgodi, da preživiš v svojem delu kar cel dan in sploh ne zaključiš in delaš še pozno v noč. To lahko na daljše obdobje vodi v izgorelost ali pa vsaj take neprijetne mogoče občutke. Zato te vabim, da si kreiraš nek delovnik in se teh ur tudi držiš. Druga točka je, da načrtuješ svoj dan. Zdaj, eni načrtujejo svoj dan zvečer pred tem dnevom, drugi, kot tudi jaz, ga načrtujemo zjutraj, preden začnemo, preden se lotimo. In sicer svetujem ti, da si na svoj koledar daš vse taske oziroma naloge, ki jih moraš opraviti v tistem dnevu za svoj posel. Zdaj, če uporabljaš nek to-do list, kjer imaš torej seznam nalog, preveri, ali so katere naloge mogoče take, ki jih lahko kar črtaš, ker so se ti mogoče enkrat zdele pomembne, da jih narediš, pa v bistvu niso. In ko vse te počistiš, te vabim, da potem ta to-do list narediš še po pomembnosti. Katere naloge so najbolj pomembne, so na začetku in tiste manj pomembne so na koncu. Potem pa te naloge enostavno preneseš v koledar. Jaz recimo uporabljam kar Googlov koledar in za vsako nalogo planiram, od kdaj do kdaj bom delala in jo tudi naredila tako to nalogo. To je en taki fantastični sistem, ki ga že kar nekaj let uporabljam in zagovarjam, ker ko imaš ti cel kup nekih nalog, se ti včasih zdi, da ja, seveda, jaz bom to vse naredila tisti dan, pa čisto realno je mogoče nemogoče jih narediti tudi cel teden in ponavadi se ta seznam potem še samo podaljšuje. Če pa ti te naloge vzameš in jih daš na koledar, torej da jim določiš točno uro, od kdaj do kdaj bo čas za to nalogo in kdaj bo narejena, veš točno, koliko nalog lahko v enem dnevu narediš in to je v bistvu ena taka ful velika motivacija tudi zato, zaradi tega, ker veš, da si konec dneva naredil vse naloge, ki so potrebne. Kar pa ne pozabi, sploh če uporabljaš koledar, ne pozabi pa rezervirati tudi čas za redne pavze, ki so v vsakem poslu in pa predvsem za izgorelost zelo, zelo pomembne. Torej, da se redno pretegneš, da imaš redne pavze, tudi da poješ kak zdrav obrok, naprimer malico, kosilo ali kaj takega, da se raztegneš, spiješ dovolj vode in vse to. Potem pa v bistvu umakni tudi vse moteče dejavnike. Ko je čas za delo, se fokusiraš na delo in umakneš vse moteče dejavnike. Zdaj, kaj imam tukaj v mislih, je najbolj, pri meni sploh je imelo največji efekt to, da sem umaknila telefon. Telefon v bistvu dam na tiho, ko delam, sem popolnoma nedosegljiva in ugasnem tudi vse notificatione, ki me potem lahko med delom zmotijo in sicer jih vidiš, ampak te vržejo skozi izven fokusa in dokler nisem sprobala tega sistema, da sem telefon v bistvu dala potiho in ga dala čisto stran, sploh nisem vedela, da ima name tak učinek. Tako da, če tega še ne počneš, ti toplo priporočam, da preizkusiš in daš telefon torej na mute ali pa na letalsko ali ga pa čisto ugasneš in se takrat posvetiš svojemu delu. Razen,
če je to tvoje primarno delo, torej da si recimo odgovarjaš na telefone. Potem seveda to ni smiselno. Tretji nasvet je, da združuješ oziroma daješ skupaj opraviš neke mini ali pa zelo podobne naloge. En lep primer je, verjetno kot podjetniki imamo vsi na vsakem delu, vsak dan cel kup mailov, recimo, na katere je treba odgovoriti. Zdaj, zelo priporočljivo je, da to narediš v enkratnem šusu, torej v enkratnem časovnem obdobju. Naprimer, da si določiš, preden zaključiš, od te pa do te ure imam namenjen čas, da odgovarjam na maile. In takrat odgovarjaš na maile. Vse drugi čas mail, naprimer, popolnoma zapreš in ga ignoriraš, te ni tam. Meni osebno je najljubši sistem ta, da ga popolnoma zaprem in na računalniku tudi ne dobivam notificationov, sploh da sem dobila nov mail, ker me to zmeraj vrže iz fokusa in vpliva tudi na moje psihično stanje, ker je kar tako, kot da moraš, imaš vedno občutek in je veliko boljše, če nameniš takšnim opravilom, ki so recimo kakšna manjša opravila ali pa zelo podobna opravila, delaš naenkrat. Podobno je tudi recimo, če pišeš objave za družabna omrežja, namesto da jih pišeš vsak dan, za vsak dan, je veliko boljše, če jih pišeš, da si rezerviraš, eno urco v tednu in takrat napišeš vsa besedila in vse vsebine za družabna omrežja, naprimer za naslednji teden. To je v bistvu veliko bolj produktivno, pa zelo te tudi mentalno osvobodi in ti da tistega vetra, da imaš to že lepo pripravljeno. Tako da ti zelo priporočam, da mini in pa podobne taske združuješ skupaj in jih narediš v nekem določenem časovnem okvirju v tvojem delovniku. Četrti način je, da avtomatiziraš vse, kar je možno. Zdaj, v poslu seveda ni možno avtomatizirati čisto vsega, ampak ogromno stvari je pa možno avtomatizirati. Ena stvar je recimo tudi avtomatiziraš svoje lijake oziroma pridobivanje novih strank. Zdaj, če je tvoja spletna stran zelo kvalitetna in opravlja tisto glavno nalogo, ki jo ima, torej da pridobiva nove potencialne stranke oziroma tudi nove stranke, potem je fino, da vse te procese tudi avtomatiziraš. Če imaš na primer spletno trgovino, da vse v zvezi s spletno trgovino je čim bolj avtomatizirano. Torej, da so avtomatizirani maili, da avtomatizirano popelje stranko k plačilu, se zaključi nakup, če so to da dobi neka elektronske izdelke, da se tudi takoj dobijo, da s tem ti v bistvu nimaš potem nobenega dela. Da se tudi račun avtomatsko izstavi, ko je naročilo na primer plačano. Zdaj, če nimaš spletne trgovine, potem lahko imaš recimo avtomatizirano, da si stranka sama rezervira termin, kdaj želi imeti mogoče posvet s tabo in dobi vse potrebne maile, termine, da se naredi avtomatsko neki Zoom link, na katerem si dosegljiv in tako naprej. Se pravi, avtomatizirati se da zelo veliko. Potem avtomatizirati se dajo seveda tudi maili ali avtomatski maili, kjer odgovarjaš. Zdaj, če imaš res veliko mailov in zelo pogosto se ti zgodi, da odgovarjaš na ista vprašanja, potem je mogoče smiselno narediti en avtomatski mail, ki odgovarja vsem novim strankam z odgovori, ki mogoče so smiselni za ta mail, ki ti ga je stranka poslala. Potem avtomatiziraš lahko seveda tudi celo vse maile, avtomatske maile, sekvence mailov na mailing listi. Avtomatiziraš mogoče tudi, da se avtomatsko objavijo objave na družabnih omrežjih in samo enkrat pripraviš. Kot sem povedala že v prejšnji točki, recimo je idealno, če en dan pripraviš vse objave za družabna omrežja naenkrat. In potem lahko to, da se sama objavijo, tudi avtomatsko naštimaš in potem imaš za cel teden tudi recimo mir. Torej, avtomatiziraj vse, kar je smiselno in se da. 5. točka je, da najameš pomoč in delegiraš dela. Zame je to bila verjetno oziroma še zmeraj je ena izmed bolj pomembnih in večjih točk, na katerih še zmeraj tudi delam, ampak je zelo pomembno, da znamo najeti zunanjo pomoč, zunanje strokovnjake, ki nam lahko
olajšajo delo in tudi naredijo tisto njihovo delo veliko boljše za naš brand. Torej v bistvu zmaga za nas, ker imamo potem lahko več časa in bolj kvalitetno, naprimer, neko storitev poštimano. Fino pa je tudi, da tudi če nimaš recimo svoje ekipe zaposlenih, ki ti bi pri tem pomagali in jim lahko delegiraš neko delo, da najameš lahko tudi zunanje izvajalce, s katerimi lahko tudi dolgoročno sodeluješ. Seveda pa je fino, da gradiš tudi svojo ekipo, če je tole možno. Tudi jaz sem v tej fazi, tako da če slučajno iščeš delo oziroma si želiš sodelovati z mano, mi pomagati, mi piši. Zelo pomembno pa je seveda tudi to, da se naučimo kot podjetniki predati delo in gremo čez to zelo pogosto neko oviro, ki nam govori, da samo mi znamo to narediti dovolj dobro. Torej, da se naučimo prepustiti in delegirati delo, sploh tista dela, ki ti mogoče niso najbolj všeč, v katerih ne uživaš, katera niso tvoja tista primarna dela v tvojem brandu. 6. točka pa je povezana malo z tvojo lokacijo dela. In sicer zelo priporočljivo je, da imaš poseben kotiček, kjer je namenjen samo za tvoje delo. Zdaj, zadnjič sem nekje prebrala, pa se ne spomnim čisto kje, ampak je bila ena študija narejena, da v bistvu so naši možgani tako prevezani in tako navajeni, da pogojujejo v bistvu lokacijo s tem, kaj mi počnemo. In zdaj, ko ti počneš nekaj zmeraj na eni lokaciji, se tvoji možgani hitreje grejo v to funkcijo. Torej, če imaš ti delovni kotiček, bodo možgani šli veliko hitreje v ta flow dela, kot če to lokacijo zamenjuješ. In ko sem to opazovala pri sebi, sem recimo zelo ugotovila, da v mojem delovnem kotičku zelo težko se pripravim do tega, da bi, gledala recimo na računalniku samo film v svoji pisarni. Kar je res mi dalo zamisliti, da je zelo pomembno, da imaš delovni kotiček. Zdaj, če delaš od doma, pa rečeš, ok, nimam svoje sobe, da bi lahko imel svojo pisarno ali karkoli, to ni mišljeno, da imaš svojo sobo ali svojo stavbo ali karkoli. Lahko imaš samo eno mini mizo, ki je dovolj veliko, da narediš lahko svoj posel, da pelješ svoj posel in je ta kotiček namenjen samo delu. 7. točka pa je verjetno za zelo veliko podjetnikov izmed nas, tudi jaz sem vključena v tej, je, da redno poskrbiš za regeneracijo, za polnjenje z energijo in pa polnjenje z inspiracijo. In sicer, da zelo redno, najbolje je, če to res načrtuješ, lahko kar tudi v koledar vnaprej, da poskrbiš za to, da tvoje življenje v bistvu ni samo posel, ampak da imaš čas tudi za tiste stvari, ki so ti izven posla všeč. In ne glede na to, kako zelo obožuješ svoje delo, je ta del pomemben. Pomembno se je regenerirati, pomembno je dobiti novo energijo, poskrbeti zase. Ker šele v takem stanju lahko potem iz svoje polnosti daješ tudi svojim strankam veliko, veliko več. In tvoj brand bo zaradi tega tudi veliko, veliko bolj uspešen. Nekje sem slišala celo en rek, ki mi je bil tako kar precej zanimiv, pa ne vem, če se ga čisto točno spomnim, ampak nekje v smislu tem, da tudi počitek in regeneracija je del dela. Tako, upam, da ti je teh 7 načinov, trikov pomagalo. Zelo bom pa vesela, če deliš tudi kakšen svoj trik in pomagaš tudi vsem ostalim, meni daš nove ideje in pomagaš, da bomo v višji energiji čim bolj lahko razvijali svoj brand, svoj posel in tako naprej. Če ti je ta video všeč in misliš, da bi lahko še komu pomagal, pa bom ti zelo hvaležna, če ga tudi deliš z svojimi sodelavci, prijatelji ali komurkoli bi ta video lahko pomagal. Hvala!